Živjo. Da še enkrat preverimo, če se slišimo. Slišimo? Slišimo. Super, odlično. Zdaj tiste, ki niste povabljeni kot sogovorniki, prosim, da imate kar mutane mikrofone, da se ne bo raznega šumenja slišali in podobno. Drugače pa danes zelo lepo pozdravljam Evo Sušin, Jeleno Cvetkovič-Šarkanovič, potem Nino Bavdek in pa Tjašo Ribič, pa seveda našega najmlajšega sogovornika. Tako da danes se bomo pogovarjali o idejah za veganske žare in pa piknike. Zdaj sezona se vsako leto nekako maja že dobro otvori, tako da neki piknikov, barbekujev je verjetno za vami že, veliko jih pa še bo tekom poletja. Tako da za vse te sledeče smo se zbrali danes na Zoom webinarju, da vas nekako založimo z novimi idejami. Majčkeno bomo predebatirali tudi razne veganske tematike, povezane s pikniki in pa tudi kakšne splošne. In pa mogoče bi za začetek v bistvu kar prosila vse sogovornice, ki so sicer že marsikomu od vas dobro poznane, ker na raznih Instagramih, blogih, Facebooku in podobnem velikokrat objavljajo zelo božanske recepte s še boljšimi fotografijami. Veliko od njih ima tudi kakšno svojo knjigo, videe ali pa kuharsko delavnico, ampak najboljše, da v bistvu kar same poveste kaj o sebi, pa bom kar prosila, da nekako ena za drugo mogoče se kratko predstavite, pa poveste, zakaj ste se sploh začele ukvarjati z ustvarjanjem receptov, na kaj se želi vplivati pač v naši družbi, pa tudi mogoče širše na sledilce v tujini. Pa ne vem, mogoče če kar Tjaša, ti začneš. Okej. Živjo, tisti, ki me še ne poznate, sem Tjaša, v bistvu po poklicu sem dietetičarka in v bistvu lahko bi rekla, da sem kulinarična ustvarjalka receptov na socialnih omrežjih. Zdaj tako, s fotografiranjem hrane sem v bistvu začela že v času študija dietetike, ampak potem sem v bistvu bolj proti koncu faksa naredila prehod na rastlinski način prehranjevanja in takrat v bistvu začela tudi s pisanjem receptov. Zdaj na svojem Instagram profilu Going Plant imam že v bistvu kar velik community in moj namen profila je, da pač ljudem dam nasvete, ideje in pač recepte za veganske obroke. Občasno imam tudi kuharske delavnice, pa pomagam tudi s pripravo obrokov na raznih dogodkih. Tako da, evo, to je na kratko iz moje strani. Ja, super, najlepša hvala. Pol mogoče Jelena, če se vidva predstavita. Ja, lep pozdrav vsem, hvala za povabilo. Jaz sem Jelena, sem soustanoviteljica portala Bite with Zest, kjer svojo družino pomagamo približati vegansko prehrano vsem ljudem, da jo vključijo v svoj vsakdanjik, dajmo tudi kakšne namige, kaj lahko naredijo za dobro počutje. Eden od soustvarjalcev portala je tudi moj sin Bor. Boš povedal mogoče o sebi, koliko si star, ali da se predstaviš? Meni je ime Bor, stara sem 11 let, pa sin sem od Jelene, tudi moj oči Igor je tudi tukaj. Ja, Igor je tudi, torej moj mož je tudi eden od soustvarjalcev Bite with Zesta, ker to družinsko počnemo. Igor sicer prihaja iz Bosne, jaz prihajam iz Slovenije, Bor pa iz Avstrije. Vsi skupaj živimo v Avstriji, da je vse to malo bolj začinjeno, tako da smo, da rečem, ena zelo zanimiva družina, dosti ljudem kar eksotična, torej da prihajamo z Balkana in še, da smo vsi trije vegani. Tako da imamo tudi šove po Avstriji, kuharske šove, kjer imamo pol ure časa, da pripravljamo kakšne recepte in objavljamo tudi recepte na našem portalu. Izdali smo tudi eno knjigo, ampak evo, o tem bomo pa kaj več povedali.
Ja, najlepša hvala obema. Potem pa še mogoče Eva, če se ti naslednja predstaviš. Živijo sem, jaz sem Eva. Jaz imam tudi svoj kulinarični blog Evalicious. Najbolj aktivna sem pa nekako na Instagramu, tam tudi objavljam recepte veganske, pa razne vsebine povezane s hrano. Zdaj, kako sem jaz začela, v bistvu sem že od malega ful rada ustvarjala v kuhinji doma z družino. Potem, ko sem postala veganka, sem pa v bistvu nekako naletela na ta problem, ko nisem točno vedela, kako katere stvari zamenjati in kaj zdaj uporabiti namesto tega pa namesto onega. In to je nekako bil tudi povod v moje ustvarjanje, ker se mi zdi, da je ful enih takih podobnih zgodb ljudi, ki se spogledujejo z veganstvom, pa ne vejo, kako se lotiti, in to je tudi moj cilj nekako prikazati, koliko je v resnici simpel, pa da se vse da narediti po vegansko in da nam res ni težko. Hvala, hvala. Evo pa še Nina, če še ti poveš. Ja, živijo, jaz sem Nina. V bistvu sem diplomirala na turistiki, ampak sem pred 10 leti sem se prijavila na 30-dnevni veganski izziv, ker sem bila že nekaj časa vegetarijanka. In to je bil potem povod, da sem spremenila način prehranjevanja, da sem se začela bolj ukvarjati s kulinariko, tudi po svoje malo ustvarjati, ker v knjižnici ni bilo skoraj nobene knjige z veganskimi recepti, v bistvu je bila v Kranju samo ena. Sem se takrat že odločila, da bom eno tudi sama naredila. In zdaj pač delam, veganske sladice po naročilu. Druga knjiga bo kmalu izšla, čez kakšen mesec, 2, v kateri bojo tudi slane jedi. Delam pa tudi, kulinarične in slaščičarske delavnice. Do zdaj sem imela na biotehniški šoli v Naklem, kjer sem naredila NPK za slaščičarko, letos bojo pa tudi v Ljubljani, no. Tako da se bo malo razširilo. To pa delam zaradi tega, ker, takrat je bil pomanjkanje receptov, zdaj na srečo tega veliko, ampak tukaj sem se našla, to je moja strast, kuhinja, peka in seveda deliti znanje in izkušnje naprej. Ja, ful dobro. Ful je dobro tudi videti, da izziv ima svoj učinek in tudi namen, pa koliko dobrih zgodb se iz njega izplete, no. Mama. To je vedno fenomenalno. Nič, pa pojdimo tudi v bolj konkretnim vprašanjem. Jaz se že veselim pogovora s toliko finimi osebami, tako da hvala, ker ste se vsi udeležili danes povabilu. Čisto za mogoče začetek bi vseeno še eno tako osnovno vprašanje, v bistvu, kjer bi ga tudi namenila vsem, in sicer zakaj ste se sploh odločile za veganstvo oziroma pač seveda bolj tudi tebi to vprašanje, ne, pač velja, tako da kdo bi želel začeti? Boš kar ti, Nina, ke si žena? Lahko. Jaz sem v bistvu 20 let svojega življenja jedla skoraj vse. Moja največja dilema v gostilni so bili kakšni ali bo kalamari ali dunajec. Ke pač, ne vem, tako smo bili navajeni doma, tako da neka ta tradicionalna slovenska varianta. Potem je pa moj telo sam začel zavračati mesne izdelke in sem postopoma prehajala na vegetarijansko. Potem sta pa kolegica in njena mami poskusili ta 30-dnevni veganski izziv in sta rekli, da boste ostale, tudi obe sta bili že vegetarijanki. In tako kot velika večina, največje obžalovanje je to, da nisi že prej poskusil in ostal na taki prehrani, ker seveda prinese s sabo toliko več energije, boljšega počutja. Tako da takrat je bilo fizično na začetku, potem se pa itak empatija tudi poveča, živali imam že od vedno rada in ko enkrat vidiš, kaj se dogaja, pač ne moreš več nazaj, no. Vsaj jaz ne. Tako da bom kar ostala na veganski. Odlično. Se strinjam, in zelo pogosto vsi, se mi zdi, da to rečemo, imaš prav. Dajmo malo premešati, pa mogoče Tjaša, ti naslednja. Okej. Zdaj v bistvu moj prehod, lahko rečem, da je bil dokaj hiter, no. Pač izjema je bila ta, da sem mlečne izdelke iz svoje prehrane že odstranila, ne vem, 5 let nazaj, preden sem začela z veganstvom. Tako da zdaj se recimo že 5 let vegansko prehranjujem. So pa v bistvu name imele največji vpliv
pač razne literature in pa dokumentarci. Pač, ker sem tudi dietetiko študirala, sem se potem tudi sama začela malo bolj poglabljati podrobno o prehrani in kako ima pač prehrana vpliv na zdravje. Potem sem prebrala tudi, prva knjiga je bila kitajska študija, potem je bil Proteinoholik, in na podlagi tega sem pa počasi v bistvu kar nekako že začela zavračati meso, ko sem vse to prebrala. Potem sem pa tako za finiš še pogledala dokumentarc, kako se imenuje, Best Speech You Will Ever Hear, v bistvu ni dokumentarc, pač sem speech, od Garyja, in v bistvu potem sem si rekla, ok, to je to, od danes naprej ne bom več jedla živil živalskega izvora in v bistvu pač tako se je potem to začelo. Na kratko. Odlično. Fajn, ja. Jaz se mi zdi, da tudi Garyjev ta govor je res ful pogosto se sliša, ne, da je tisti, ki te malo premakne. Tako da, če ga kdo se še spoznava z veganstvom, je tudi ta video, čeprav je že zdaj kar zastarel, še vedno aktualen, se mi zdi. Mislim, da je že 20 let, ali če ni celo več. Ja, kar nekaj je že čas. Ja. Evo, potem pa mogoče Jelena pa Bor. Ja, pri nas je tako, da torej cela družina je veganska, oziroma se vegansko prehranjujemo. Jaz se brezmesno prehranjujem že zadnjih, več niti ne štejem let, ampak 25 let zagotovo. Enostavno, ko sem začela razmišljati o tem, kaj je na mojem krožniku, da je to del živali, del nekega telesa, nisem več mogla. No, enostavno se mi začelo upirati in bolj, ko sem zavest o tem imela, sem enostavno prešla, še posebej, ko sem videla, da ok, lahko tako živim, da mojemu telesu nič ne manjka, torej ne izpadajo mi lasje, ali nisem videla nobenih nekih posledic, tako da jaz sem se prehranjevala torej brez mesa, oziroma se še vedno prehranjujem. Moj mož je tudi, spoznala sva se oba, ko sva bila oba vegetarijanca, on je pa imel pri 24-ih je imel izkušnjo z rakom in se je zaradi zdravja, torej je prenehal jesti meso in kasneje sva dobila našega sina Bora. No, zdaj pa lahko ti poveš, kako je to prišlo, da smo prišli na veganstvo. Pač pri meni je bilo, ko sem bil okoli 4 mesece star, je moja mami videla, da imam eno grozno alergijo, sem ni vedela katero. Imel sem take rdeče pikice po celem telesu in ker sem bil jaz premlad, doktorji niso mogli narediti testa in je moja mami skozi morala biti na dieta. Prva dieta je bila, ne vem, bez paradižnika in potem druga dieta bez zelene tudi, potem bez jajc in tako naprej. A potem je en doktor imel idejo, zakaj ne probamo bez mleka. In moji mami bilo težko, ker ona je polno takih mlečnih stvari jedla, kot jogurt in sir. In potem je kar probala, ker videla, kako se praskam, že kri mi je tekla. In od tam je videla, da to bilo mleko in potem smo postali vegani. To pomeni, da smo okoli 10-11 let vegani. Res je, tako da moram pa reči, da se nadovežem na Tjašo, ko je rekla prej, da je slišala, mož takrat ni mogel takoj preklopiti na veganstvo, zelo mu je pomagal film Cowspiracy. To ga je nekako vse skupaj osvestilo in pol je rekel, jaz sem tudi z vami, tako da evo, to je naša zgodbica. Še kakšen game changers omenimo, pa smo že vse take najbolj odločilne pokrili, ki jih pogosto slišimo. Eva, kaj pa ti? Kako je bilo pri tebi? Jaz sem tudi omenila en dokumentarc. Jaz sem drugače tako že od malega v bistvu nekako se spogledovala z veganstvom. Meso mi je bilo že od nekdaj tako malo odvratno, ne vem, nikoli mi ni bila ta ideja o mesu všeč. Tudi rastlinsko mleko sem začela piti že v osnovni šoli, ampak doma nisem imela glih te 100% podpore, da bi lahko prešla na čisto veganstvo.
Sem pa potem, ko sem bila na faksu, ko sem bila sama odgovorna za svojo prehrano in za svoje obroke, v bistvu čez noč postala veganka, ko sem pogledala dokumentarce What the Health. Tisti je pač bolj tako o zdravju pa o industriji. In tisti je bil ta zadnja brca, da sem res postala veganka. No, pol sem se pa nekako začela še dodatno izobraževati na tem področju in moram reči, da sem potem našla tudi itak druge motivatorje, tako da ne bi rekla, da je zdaj moj glavni razlog samo pač zdravje, ampak nekako en preplet in dobrega počutja in sočutja do živali in industrije okoljskih razlogov. Pač bolj, ko se izobražuješ, več, ko veš, bolj si prepričan, da je to prava pot, se mi zdi. Mislim, da bi se zmenila, ne? Vsaka je enega pokrila. Ja, res. Pa pojdimo zdaj na obljubljeno temo, no, ki smo jo sploh napovedali. In sicer, mogoče zdajle smo 20 minut za te dva vprašanja, tako no, majčkeno, ne smemo biti predolge z odgovori. Tako da zdaj veganski piknik ali pa žar. Ona najbolj tipična zadeva, ki jo pomisliš, da jo boš dobil, če te nekdo povabi kot vegana, so pečene bučke. In zelo velikokrat se zgodi, da tistih par bučk potem vsi navalijo na njih in v bistvu kakšno meso ostane. Mi smo pa tam s tistimi 3 rezinami bučk zadovoljni ali pa tudi ne. Kako je pri vas? Kakšne so izkušnje s takimi pikniki? Kaj v takem primeru pomislite, kaj naredite? Pa lahko v bistvu, a vas kličem ali boste malo se izmenjavali? Evo, Bor ima željo začeti. Evo, Bor, kar povej. Ok, pa o tem veganskem žaru ali pikniku, pečene bučke niso dovolj. Jaz jih ne maram, nisem tako navdušen, a pri tem tukaj žaru za pečenimi bučkami, meni kaj manjka je pečen krompir ali krompiruša. To je ena bosanska jed, katero moja babi dela iz Bosne. Res je okusna, taka kot pita za krompirjem. In če se nam res mudi, tudi gremo jo kupiti. Ok, super, super. Pol jo znaš tudi ti narediti? Pa jaz, če ne znam, Pomaga babici. Pa ja. Super. Ok, Jelena, imaš še ti kaj za dodati? Da ne bomo predolgi, evo, naj bo to najin odgovor. Ok, Tjaša, kako je pa te po takih primerih? Kaj imaš za Ja, pripombe? pač bučke so itak pogoste, ne. Tudi recimo, če greš v kakšno restavracijo, bo glavna zvezda menija bučka, ne. Pač ne vemo, o čem je fora s to bučko, ampak pač očitno je to neka pač staple veganske prehrane, oziroma si pač to vsaj ljudje mislijo. Zdaj tako, jaz imam rada bučke, ampak itak pač to ni edina stvar, ki se znajde pač pri meni na mizi, ko so kakšni pikniki ali pa druženje. Tako da je še veliko stvari, ko bomo pa pač tudi jih malo kasneje še omenili, ne. Eva, kaj bi ti komentirala? Ja, jaz nisem tudi najbolj vesela, če so samo bučke na voljo. Se pa probam nekako potem zmeri z organizatorji piknika zmeniti, ali da se najdejo kakšni nadomestki, pa jim jaz pomagam, kaj se da kupiti, kaj se da zamenjati, ali pa da se tako zmenimo, da jaz naredim kako prilogo, kako solato in prinesem s sabo. Je pa res tako, ja, ker si rekla, da potem vsi hočejo probati te veganske opcije in potem jih hitro zmanjka. Sam jaz osebno sem tako, pač jaz sem vesela, ko vidim, da veganskih stvari zmanjka, ker pol vem, da je dobro, pa da se podpira rastlinsko industrijo, pa da je povpraševanje in to je zmeri dobro videti. Tudi če sem pol lačna, malce. Jaz se strinjam, ja. Jaz tudi ponavadi s takim attitudom pridem na piknik. Ampak ja, mi je pa škoda, ker vedno se mi zdi, da se to ponavlja, kot da se folk ne nauči, no, da je treba kakšno zelenjavo več, ne samo ta obsesija z čevapi, pač mesnimi, a ne. Nina, kaj pa ti praviš? Ja, jaz bučke obožujem že od majhnega, oziroma takrat, ko sem bila otrok, vem, da mi je mami prelisičila, da je rekla, da so to pohani kiviji, da sem jih pojedla. Ampak od takrat naprej imava pa midve bučke rade. Ampak se mi zdi, da je to bolj za ženski del ponavadi na kakšnih piknikih, tako da se tudi strinjam z Borom, da kakšna krompiruša, pečen krompir, obvezno, vsaj to za zraven, če nekaj drugega. Ok, zdaj pa naslednje vprašanje. Kako bi priporočile, da se začini
okusen tofu. Ali pa mogoče, ne vem, tudi kakšno začimbico idejo za kakšen tempeh na žaru, če ste ga kdaj že pripravljali, ali pa kakšen seitan, kakšen trik za pripravo. Lahko tudi na ponvi, no, ker vem, da kakšna zadeva bolj pride, če je na ponvi, kakor na žaru. Pa mogoče, če ima kakšen dober recept za doma pripravljeno maso za veganski burger, je tudi vse dobrodošlo, pa se lahko kar link v bistvu vrže semle v skupinski chat, da si lahko tudi naši spremljevalci danes to v bistvu kopirajo, pa probajo. Tako da, kdo bi začel? Tjaša, boš ti? Evo, lahko. Zdaj, recimo za tofu pa tempeh. Zdaj, nekako najboljše, da se pač oboje marinira, ne. Priporočam, da se čez noč, da se res okusi dobro povežejo, ali pa pač za vsaj par ur. Zdaj, neka osnova, ki jo jaz vedno uporabljam za tofu, je v bistvu, da ne vem, začinem pač sol, poper, česen v prahu, čebula v prahu, potem je pa recimo rdeča paprika, sladka. Boljše mi je tudi dimljena, tako da pač to itak pa čisto odvisno od okusa, ampak če hočemo bolj ta barbecue žar sceno, se potem pač priporoča dimljena. Ali pa mogoče še boljše, da se naredi barbecue omako, lahko se je tudi kup in se v bistvu potem s tem premaže in popeče. To se pač lahko naredi na ponvi, na žaru, v pečici, air fryerju, kjerkoli. Tako da za tempeh recimo je pa tudi podobno. Je pa še boljše, če se pa kupi v osnovi, ne vem, dimljen tempeh ali pa tofu, ki ima potem pač spet več okusa. Je super. Mislim, da je to kar dobro vodilo, pa všeč mi je tale kombinacija začimb, tudi jaz ponavadi podobno uporabljam. Kaj pa Jelena, Bor, kaj vidva menita, katera začimba ne sme manjkati? Tjaša je vse opisala tako, kot mi delamo, mogoče dodamo kapljico limoninga soka v marinado, ampak borova začimba, najljubša, ki gre zraven, je pa Česen v prahu. torej brez česna v prahu ni ta prav okus. Ja, in tudi še mamici ni glih tako všeč česen v prahu, ker ko jemo kokice, jaz ga skozi dajem noter in to mami reče, da smrdi, ne vem zakaj, meni ga smrdi. Dobro, da sem še odgovorila Ja. naprej na vprašanje. Bolj uporabljamo, na primer, ko pripravljamo, delamo kakšne polpete iz kosmičev ali pa falafle. Falafli so nam tako praktični in priročni, ker naredimo tisto večjo maso, naredimo jih, oblikujemo in damo v zmrzovalnik, tako da so nam vedno pri roki. Tako da to je meni en tak pripomoček, še posebej, na primer, Bor pride s treninga lačen, je vedno rezerva in opcija, da se ta falafel ven potegne, hitro speče. Dostikrat ga pa tudi na piknike nesemo, ne, da spečemo in nesemo to na piknike. Pa še dober namig, ki ga je že Tjaša tudi omenila, je tale na vroč zrak. Torej, da pripravljamo tofu, da damo, da mariniramo na koščke in spečemo v tej, ne vem, ko se reče, friteza na vroč zrak, se reče, ali pekač na vroč zrak. Air fryer, ja. Zelo znamo praktična zadeva, no. Super. V redu. Kaj pa Nina? Mogoče Ja, se tudi Pavla še strinjam, da je kaj Tjaša res dobro povedala. Jaz pa navadi pripravim kakšen tofu, imamo tudi nek seitan, ki je že začinjen v osnovi in se mogoče samo kdaj doda malo dimljene paprike v prahu pa kakšen koprc. Za kakšne recepte, prav za piknike pa to zaenkrat nisem pripravljala, oziroma imam od lani neke polpete z rdečega fižola, moram ga še objaviti, dobro, da si me spomnila. Za kakšne poletne burgerčke in taka druženja res fino skupaj pride, no, pa pač polno proteinčkov, se res potem fino siti tudi. Hotela sem še omeniti, da v bistvu, če ima kdo kakšno sprotno vprašanje, ga lahko napiše v chat, pa bom jaz probala vkomponirati vse skupaj v tale webinar, če bo ravno za taka tema, če bo pa kaj čisto ekstra, bomo pa na koncu predebatirali, ampak lahko skozi v bistvu in na Facebook liveu in tukaj na webinarju, prav v Zoomu, pišete vprašanja. Eva, imaš ti še kaj za dodati na to temo?
Ali se ti zdi, da je bilo že vse pokrito? Mikrofonček. Ja, v bistvu se mi zdi, da so punce ful dobro povedale, je pa res, da se tako, kakor pri mesu, a ne, pač tofu se more glih tako marinirati pa začiniti, kakor se ostale stvari tudi morajo marinirati pa začiniti. To je treba na obeh straneh delati enako. Ja, mislim, da Česen v smo prahu dobro. ni enako svež česen, ne? Ne, ni. Se mi zdi, da je čisto drugače. Pač. Ja, Jaz za res je. ene jedi moram imeti svežga, za ene pa mora biti v prahu, pa nič drugega. Res je. Ok, pa pojdimo na naslednje vprašanje, in sicer kako pripraviti veganski žal tako, da ne bo nikomur nič manjkalo. Če mogoče lahko vsaka poda kakšno idejo za vsi, ne, pač tudi Bor seveda, če lahko podate kakšno idejo za kakšen namaz, polivko, da se v bistvu razbije to enoličnost kakšnih veganskih majonez, ajvarjev, zenfov, kakšno novo kombinacijo mogoče, ki se jo lahko doda čisto klasično začinjeni zelenjavi, pa bo top v bistvu za jesti, tudi če bo samo s poprom pa soljo zelenjava. Jaz lahko kar začnem. Mogoče sicer ni prav tako omaka, ampak ena taka priloga, ki jo jaz ful rada naredim zraven na piknikih, karamelizirana čebulca. Lahko se naredi na več različnih načinov, lahko je z vinom, pa je taka malo bolj tekoča, lahko je kot, ne vem, z balzamičnim kisom, pa pride malo bolj crunchy, ampak je ful en tak dober dodatek za zraven k zelenjavi, doda ful eno novo dimenzijo okusa. To imam ful rada. Wow. A to na ponvi popečeš ali prav na kakšnem? Ja. Aha, Na ponvi, ja. luštan. Všeč mi je ta ideja. Kdo bi jo še kaj dopolnil? Kar vklopite mikrofon. Evo, lahko mi povemo, mi pripravljamo zelo pogostokrat humus. Torej nek namaz iz čičerike, predvsem zato, ker je izvor beljakovin. Čičeriko imamo vedno v zmrzovalniku, da je samo z vrelo vodo polijemo in nam je že pripravljena za delati kakršnekoli namaze. Dostikrat damo črne olive noter v namaz, ker Bor je ljubitelj črnih oliv. Jaz pa rada delam namaz, na primer iz namočenih mandljev in bazilike. Blanširanih ali tistih z olupkom? Ne, brez olupka. Torej, ko so namočeni čez noč, drug dan jih potem lažje se jih očisti in jih očistim in naredim. Seveda, ker je Bor prej omenil pečen krompir, on je velik ljubitelj tega pečenega krompirja, tako da krompir s temi omakami čudovito paše. Super. Katere začimbe pa daš še zraven poleg bazilike, recimo? Dam pa čisto kakšne, na primer italijanske, torej neke mediteranske začimbe, lahko tudi malo rožmarina, majaron, ne kombiniram zdaj veliko. S tem čisto, da bazilika prevzame tisti glaven okus. Pa limonin sok vedno dajem, limona mi da tak en prijeten okus, drugače mi je kot kis. Limonin sok mi daje vedno nek tak boljši okus pri teh namazih. Super. Tjaša? Ja, tako kot sem že prej rekla, recimo ta barbecue omaka je mogoče lahko tudi dober dodatek za zraven, poleg, ne vem, kakšnega krompirčka ali pa tudi zraven pečene zelenjave. Sem se pa še zdaj spomnila, za polivko mogoče kakšna jogurtova, ki je taka osvežilna, tako da recimo, ne vem, zmešaš sojin jogurt z limoninim sokom, dodaš malo soli, popra, mogoče kakšna sveža zelišča, recimo, ne vem, drobnjak, peteršilj, koprc, karkoli, nekaj tega. Tako da pač res malo popestrina potem jed. Ja, ta je tudi luštna. To smo glih v to soboto na kuharski delavnici delali, pa v bistvu je super dodatek tudi meta v tej omaki, še tako ekstra svežino naredi. Glih na falaflih nepričakovano dobro paše. Jaz sem to enkrat čisto po nesreči nekje jedla, pa je zdaj kar tako velikrat na meniju. Okej, evo, potem pa še Nina. Ja, jaz zadnje čase največkrat delam kak taciki, ki gre isto in v repe in poleg pečene zelenjave, tudi na solato.
Za preliv pa mogoče, da mi je zdaj v zadnjem času najljubši Ala Rashidov, kjer se da peanut butter, sojina omaka, sok limete pa voda. Za na hitro se lahko tudi ponudi za pad thai, ne samo kot za solato ali pa bowlo. Ali pa avokado. To daš pa samo avokado, en velik paradižnik, česen, pa sok limone in malo vode, poprčka soli in to je to. Za kakšno testeninsko solato ali pa tako malo mešano, ki je polna zelenjave, super pride. Wow. Mislim, da smo kar dobro, da je kar dobro pokrito zdaj z omakicami. Drugače pa, če se pa komu mudi, a ne, je pa res najlažje v trgovini najdeti, pač ajvari so veganski, jaz ne vem, če sem že kakšnega neveganskega najdla, ampak vedno preberite sestavine, zaradi tega, ker saj veste, recepture se stalno spreminjajo, pa stalno nam morajo to mleko v prahu nekam turiti. Drugače pa, ja, tudi humusov je ogromno, a ne, samo tam, ja, tam pa zelo velikokrat mene moti, ke je kis uporabljen namesto limoninega soka, tako da humus je tudi ful easy, res doma narediti, samo kuhano čičeriko pa še par začimb rabite, tako da se lahko pol poigrate. Ampak ja, veliko namazov, no, je veganskih, pa tudi pač zenf, majoneza se hitro dobi, a ne, pač zenf je že sam po sebi veganski, majonez imate pa tudi zdaj že celo armijo takih rastlinsko baziranih, tako da Ampak to kak sweet chili sos tudi ful fajn paše na piknik. Aha, ja, Pa se mi zdi, to da je je tudi ponavadi res. zmeraj veganski. No, večinoma so veganski. Dobra ideja, ja. Evo, še nekaj sem se spomnila. Misliš? Aha, ok. Ja, slišim. Namaz iz jajčevcev pečenih, recimo pač baba ganoush, ne, je v bistvu, ne, podoben, se isto dela s tahinijem pa peteršiljem pa česnom. Tako Ja, da to ja. je cool za kakšne piknike. Pa še to je tisto, ke se lahko malancan da v žerjavco, da se zadimi in potem iz tistega, če je kdo ekstra ustvarjalen, pa da ima rad razne te piromanske zadeve. Okej, če vas pa nekdo vpraša, kateri kupljeni izdelki so najboljši na veganskem žaru, kaj bi priporočile, v kateri mislim, ni treba po trgovinah, ampak mogoče kateri izdelki, no. Ok, mogoče pač edini, ko sem ga največkrat kupila do zdaj, je bil Amaze. Se pravi, lahko se kupi že, ne vem, polpeto, lahko se kupi mešanico mletega mesa, ne, in potem pač samo oblikuješ, ne vem, lahko so polpete, lahko so čevapčiči, pač karkoli. Ali imajo pa tudi suhe mikse, ko v bistvu samo vodo dodaš, pa malo olja in pol v bistvu isto spečeš. Ja, te so dobri tudi v bistvu, če se gre kaj na piknike gore, tako da moraš nositi v ruzaku, a ne, ker je v bistvu najlažja stvar ever, pa samo dodaš vodo pa olje, ja, to je tudi meni všeč. Eva, kaj bi pa ti predlagala, imaš kakšen predlog? Jaz nimam prav najljubšega izdelka iz trgovin, ampak sam pač probati različne stvari in pol sam najdeš nekako, kaj ti najbolj paše. Se mi zdi, da zdaj imajo že res tako ponudbo, vsepovsod se najde kak nadomestek. Je pa mogoče ena stvar, sicer ni tako, da bi jo lahko kupil v trgovini, ampak ena ful zanimiva stvar, ki je ful dober približek za na piknike, so gobe. To smo bile prav enkrat z Nino in s Tjašo na enem pikniku pri Fungalistu in nam je naredil steak iz resastega bradovca in je pač res bil noro, tak čista prava mesnata tekstura in tudi okus je bil ful dober. Pa še potem je tako iz teh gob, kaj so že, bukovi ostrigari, jih je tako z vilico na strgu, da je ratala kot taka natrgana, ne vem, natrgano meso in je potem to dal noter v burger, pač ful dober. In ta burger se lahko tudi dobi v Tavčiju, ga imajo. Čistko, by the way, če bi kdo rad probal. Gobe so res tak ful zanimiv pa ful dober nadomestek, no, za meso. Ja, pa kakšne samo pečeno šitaka, pa jo ful potlačaš na žaru, pa fajn začiniš, je lahko tudi namesto burgerja noter ali pa kot dodatek. Ampak ja, tole... Belo gobe, ki je tudi velika. Kako? Portobello, Aha, ja. velike, ta je isto cool, tako pa. Ja.
Jaz sem ful vesela, da se gobe zdaj razmahujejo po Sloveniji, pa da je čedalje več jih na izbiro, ker so res tako okusna zadeva, ker se mi zdi, da smo jih malo zanemarjali, da imajo v drugih državah ponavadi večjo ponudbo, no. Tako da me ful te gobarne in kmetije z gobami veselijo. Jelena, Nabor, kaj pa vidva pravita? Bor Kaj- sploh ne mara, niti nikoli ni jedel teh nekih kupljenih stvari. Moram reči, da se jih mi dosti izogibamo. Sej probam, ko pride kaj na tržišče, probam kakšne izdelke. Nisem pa glih ljubitelj tega. Nekako imam raje, ko sama vse pripravim, pa pojem. Tako da ne morem dati glih neke napotke. Se pa čisto strinjam z Evo, ko je rekla za gobe, so fenomenalne, res. Ali Portobello, ali Bukov strigar. No, Bor, Bor tudi nad gobami ni navdušen, to hoče povedati. Nina, kaj pa ti? Ja, jaz se tudi trudim čim manj kupovati teh nadomestkov. Največkrat mogoče kupujem čiki trakce, pa še to za kakšne vrepe. Se pa strinjam jaz, Tjašo, da ne vem, če že kupam kakšen ta burger ali pa miks, ga ponavadi od Amazea. Od Špara mislim, da mi je bil en tudi dober. Gobe pa, ja, velika ljubiteljica in tudi v Tavčiju, ko sem delala, sem tega fungalista zelo veliko naredila in si tudi doma pripravim velikrat nastrgan bukov strigar, pač lepo daš v marinado, super za napico, isto za v zavitke, burger je vrhunsko. Ja, meni so tudi všeč te recimo go-boxi ali pa to, kar ti doma zraste, no. Glih na ta način sem prvič pol tudi probala tega resastega bradovca, ki je res, kot če ga pravilno mariniraš pa lepo spečeš s potrpljenjem, kot da bi steak jedel. Pa tudi ostali ostrigarji so toliko so luškane, ke zrastejo. V glavnem, nič, zdaj pa, če bomo sploh zmožne iti naprej od teh gob, ke se nam vsem cedijo sline. Kaj pa drugače menite o kakšnih veganskih mesnih nadomestkih? Predvsem me zanima, ta problematika, da so vsem toliko trn v peti, no. Vse zelo moti, da se izdelki, pač, ki so veganski, poimenujejo, ne vem, kot sojino mleko, veganski sir, veganski jajčni namaz, fižolov burger, ajdova klobasa. Kaj pravite na to temo? Katera bo začela? Evo, lahko jaz rečem, ja, jaz sem tudi opazila, da to, mislim, mot. Jaz predvidevam, da je mesna industrija tako močna, enostavno se želijo svoj delež čim večji zadržati. Sama pa namenoma isto ne uporabljam te izraze, kot je mleko. Rečem napitek. Namenoma, ker ne želim, ker je mleko, seveda ga vsi povezujejo z kravjim mlekom, enostavno vedno rečem napitek, niti ne uporabljam klobase, niti ne uporabljam sploh teh izrazov, ker me povezuje z mesom in to, kar jem, sploh nočem, da me poveže z mesom. Tako da, evo, to je čisto moje osebno razmišljanje. Je pa res, da je lobby mesni zelo močen in to se seveda pozna. Pa hodila sem še reči, za nekoga, ki pa bi rad malo poskusil vegansko hrano, ga najbrž pa bolj prepriča, če piše, ne vem, veganska klobasa, da ve približno ali ne vem, tako da razumem tudi to, da nekomu pa to bolj paše, če tako piše, da ga bo prej prepričalo, da poseže po tem izdelku. Ja, se mi zdi, da je v bistvu predvsem na prvem mestu praktičnost pri teh izrazih, a ne. Jaz sem se po moje 2 minuti krohotala, ko sem prvič prebrala v eni trgovini veganski užitek v rezinah. Moram reči, da sem se zelo zabavala on dan. Eva, kaj pa ti meniš o tej tematiki? Ja, jaz tudi mislim, da malo pretiravajo s tem poimenovanjem. Sploh se mi zdi pač za ljudi, ki mogoče prihajajo na veganstvo, pa še iščejo neke izdelke, ker še ne poznajo vsega, kar je na trgu, pa pač ne najdejo nekaterih nadomestkov, enostavno zaradi tega, ker se ne imenujejo tako, kot se imenujejo navadni, ne vem, mlečni izdelki pa klobase pa stejki. Ja, ampak ja, tule so v ozadju neke večje industrije, ki se počutijo ogrožene z vidika rastlinske prehrane.
Drugače imam pa rada nadomestke, no, mislim, saj si tudi doma sama naredim kdaj kak sirček ali pa kakšne polpete, ampak iskreno nimam vedno časa, da to delam sama, zaradi službe in zaradi vseh obveznosti, in mi pride ful prav, da imam kdaj kaj tako v hladilniku, da sam vzamem in imam že ready to go. Tako da jih uporabljam. Ja. Ja, jaz sem tudi nekje v tej ekipi. Nina, kaj pa ti meniš? Ja, samo poimenovanje je meni pač to totalna neumnost, da se ljudje bolj s tem ubadajo, namesto tem, kaj dejansko dajo vase. In ponavadi začnejo temo oni, ne sprašujejo, zakaj se to imenuje, ne vem, klobasa in vse, čeprav je v obliki kumare, a ne, recimo. Tako da, ja, meni je to čisto neumno. Kar se pa tiče samih nadomestkov, pa mislim, da so drugače super, ker pomagajo tistim, ki so se odločili za prehrano spremeniti iz etičnih razlogov, še vedno so pa navajeni okusa mesa. In mislim, da je to za prehod res odlično, no, sploh za take, ki niso prav radi v kuhinji. Tjaša, kaj pa ti praviš? Ja, ne vem, kaj bi lahko še dodala, ker mislim, da so vse tako dobro zajele. Pač ja, jaz načeloma mislim, da drugače ljudje se bolj kot ne izogibajo pač tem izdelkom, zaradi tega, ker so mnenje, da ima tudi ful enih aditivov noter, ne, se pravi, kao veliko umetnih snovi, ampak načeloma ponavadi tudi tako, če pogledamo sestavinsko, so to pač kakšne začimbe ali pa zelišča, tudi če je kaj, ne vem, pod številko E420, je pač lahko tudi sam citronska kislina, ki pač načeloma ni problematična, ali pa, ne vem, barvila iz rdeče pese, ne, pa je spet pač naravno. Ampak ja, sej znajo biti tudi noter pač kakšni dodatki, ki ni kul, da se jih pač zdaj, ne vem, je v velikih količinah, pa pač vsak dan, ampak mislim, da pač, če tako greš na kakšen piknik, pa nimaš časa kaj pripraviti, je pač čisto normalno, če kaj kupiš. Tako da. A se ti zdi, mislim, ker to so ponavadi ljudje, ki v bistvu jejo pa mesne zadeve s podobnimi dodatki ali pa mlečne, ali pa kakšne druge izdelke, pa recimo jih tam ne motijo, a ne, te ampak pol pa vidijo pri nekem rastlinskem burgerju, tudi jih pa, tam so pa ekstra moteči, a ne, tako da to se mi zdi tudi malo. Mi je ful všeč, da si povedala, no, glede ker v bistvu vsak, ki se majčkeno bolj razume na prehrano, pač ni nujno zlo, ne. Pač ja, seveda za kakšnim se skriva kakšna zadeva, ki bi jo mogli manj absorbirati, ampak večina je pa tako čist klasičnih dodatkov, ki pač povečajo to, da je hrana dlje časa užitna, a ne, da jo imamo lahko. To v bistvu vse ostalo, no, pač kar smo z znanostjo pridobili. Kaj pa se ti zdi, mogoče lahko ti nadaljuješ, a pogosteje ti razlagaš pa silaš v ljudi glede veganstva, ali je pogosteje, da recimo ješ, pa nekdo tebe malo nadleguje z vprašanji, na kateri strani si večkrat? Pa jaz mislim, da sem tako bolj kot ne čisto nevtralna, ker ponavadi je tako, da jaz ljudi pač res ne silam, pač kar oseba je, ne, pač jaz ne bom pri tem imela zdaj nekega velikega vpliva, je pa res, ne vem, če kdaj slučajno pač dobim kakšen komentar, ga pač znam tudi dobro, mislim, komentirati, tako. Zdaj, večino argumentov se tudi najde na spletni strani veganskega društva, ne. Tako da tam sem jih tudi jaz par dobila, tako da če me kdo kaj vprašal, sem tudi iz tam pobrala. Drugač pa ne, mislim, jaz nikoli nisem imela v bistvu nekih težav, pač tako, da bi mi kakšna oseba kdaj rekla, ne vem, zakaj pa ješ vegansko pa ni dobro, pač tako, na tak način. Se mi zdi, da sem zmeraj v krogu takih ljudi, ki pač spoštujejo to, kar jem, in pač nimam pa s tem težav, no. Verjamem pa, oziroma vem, da je veliko takih, ko pač jih pa ne podpirajo. Super. Sej se mi zdi, da se obrača na boljše, no. Ampak ja, včasih se pa prav malo zasmeješ, ko si v kakšni taki tipični situaciji. Nina, kaj pa ti meniš? Sem bila zjutraj na fizioterapiji in me je vprašal, kje dobim beljakovine, tako da sem imela že eno učno uro o rastlinski prehrani navsezgodaj. Ja, jaz tudi nikoli nikogar ne silam, glede na to, da sem toliko časa
jaz jedla vse, se mi ne zdi, da imam to pravico, če me kdo karkoli vpraša, pa vedno z veseljem pomagam, delim recepte, izkušnje. Se mi je pa tudi večkrat zgodilo, da se je kdo vtikal v mojo prehrano, sploh ker sem delala veliko v gostinstvu, v strežbi in se je našel kakšen ekstra pameten kuhar, ki je vihal nos nad mojimi melencani. Tako da mečkam smo se skregali, ampak pač moraš znati postaviti meje in ja, pravilno argumentirati, če že rabiš, ali pa pač se samo odmakniti, ker ne dosežeš čist nič s tem prerekanjem. Ja. Ponavadi. Eva, kakšne so tvoje izkušnje? Ja, jaz imam tudi kar nekaj takih negativnih izkušenj, pa se mi zdi, da so mesojedci ali pa vsejedci ful bolj agresivni pri teh svojih razlogih, kakor pa vegani. Pa tudi tako, če me nekdo kaj vpraša ali pa me kdo kaj zbada, pa jim nazaj povem z nekimi dejstvi, pa z nekimi raziskavami, pa številkami, to nobenega nikoli ne prepriča, ker je za tako ozko glede ljudi ponavadi, ne vem, humor boljši razlog, kakor pa znanost. Je pa to ena taka stvar, ki se mi zdi, da jo mora vsak pri sebi pač ugotoviti, da ne moš nobenega prepričati. Če nekdo še pač ni na tej točki v življenju, da bi razumel to, ne bo razumel, ne glede na to, kaj mu poveš. Zato tudi jaz ne maram neki ful siliti v ljudi z veganstvom. Je pa tako, no, na začetku mi je bilo, se mi zdi, ker sem se ful izobraževala in učila in izvedla te neke nove informacije, pa sem hotela to z nekom deliti, da bi pač tudi drugim povedala, a veš, tole delamo narobe, takole lahko delamo prav. Pa sem se počutila, kot da se zabijam z glavo v steno, ker pač noben ni bil pripravljen tega slišati. Sploh na začetku, res, ko se učiš, se mi zdi, da je to lahko ful težko. Ampak pol itak dojameš, da bo vsak prišel do te točke, ki bo dojel ali pa ne bo dojel. Ja. Ja, fino je, ja, če imaš v bistvu pol vsem koga, ki te razume, da nisi čisto sam v tem, a ne. Ja. Zaradi tega tudi vse te družabne dogodke mi v društvu organiziramo, ker včasih je predvsem te začetki, saj pa se navadiš, pa v bistvu pač sprejmeš to, da ne bo glih uslišano vse takoj, a ne, pa da. Ja. Jelena, Bor, kakšne so pa vajine izkušnje? Verjetno tudi, Bor, ti imaš kakšno iz šole? Jaz moram reči, da jaz se teh negativnih izkušenj se spomnim pred res 25 leti, ne, ko sem šla z vegetarijanstvom, to je bilo in med prijateljicami enostavno začudenje, nobenega do takrat niso poznale, da ne bi jedel mesa. Zdaj se mi zdi pa, da več sprašujejo, ker jih zanima, ker jim je zanimivo, oni sami niso in jih zanima, kaj jemo, kako jemo, kaj pripravljamo, enostavno, ker nam je to življenjski stil, ni zdaj to neka, ne vem, modna muha in jih bolj zanima. Tako da nobenega seveda ne silam na silo, nobena stvar ni uspešna, katerokoli, če delaš na silo, tako da nobenega, vsak ima pravico se odločiti, z veseljem pa razložim. Mogoče pa ja, Borove izkušnje, Ja. da Bor pove izkušnje, on ima več izkušenj, evo, z mladostniki. Pa, ko sem bil nekje v 2. razredu, so vsi rekli, je to res bilo čudno, da sem vegan bil. V 3. pa je bilo še hujše, ko so mi govorili, govorili so mi, da imam srečo, da še živim, ker ne jem mesa. Tudi so se smejali, kot da sem neumen in da če ne ješ meso, tudi da zdaj imaš slabe ocene. A tudi poznam nekaj ljudi, kateri jejo meso in nisem bih najboljše. In zdaj, ko sem v novi šoli, ker v Avstriji je drugačni sistem, prvih 4 let je osnovna šola in potem je 8 let gimnazije. Zdaj sem v 1. letniku gimnazije. Še v 4. razredu osnovne šole je bilo pa boljše. A zdaj vsi prijatelji moji, če je nek rojstni dan, oni tudi nekaj veganskega vzamejo. Kot zdaj je moj prijatelj Ethan, on je, ko smo imeli kulturni festival, je vzel neke izraelske čipse, male picine kockice, in tako rekel, da so veganski, tudi jaz sem preveril, veganski so. In jaz sem kar 3 vrečke tega pojedel. Wow, super. Tako da je napredek tudi v družbi,
tudi pri otrocih to opaziš, no. Ja, malo je pa zoprno, se mi zdi, da v šoli je res tako, ko te probajo malo izolirati, moraš biti kar jim znati povedati nazaj, kadar so prehudi, a ne. Tako da me veseli, da je zdaj druga družba na gimnaziji, pa da se znajo, da so tudi oni malo odrastali, a ne. Res je, se moram pa dodati, da evo, živimo v Avstriji, pa kljub temu nimamo, na primer, smo se zelo borili, ker ni veganskega sploh možnosti izbire, je vegetarijanski meni, ni pa veganski, ampak okej, še to bi tudi šlo. Sem pripravljala, smo boru malico in kosilo in to do zdajmu, torej od vrtca že to delamo. Računali so nam popoldansko bivanje z hrano, niso nam hoteli dati hrane stran. In to smo imeli dolge, tudi evo, preko odvetnika na koncu, zahtevali so potrdilo o alergiji. Meni se je šlo pa bolj zaradi principa nekako, mislim, to je moja pravica, da zberem, kaj bom jedla, če nekdo, ne vem, v vrtcih so meniji, ki so brez svinjine, torej zakaj meni ne dajo možnost, ne rabijo mi dati meni, ampak naj mi ne naračunajo nekaj, kar otrok sploh niti ne je. Tako da tole je še vedno dosti za delati, no. Dosti ljudi nam reče, ja, živite v Avstriji, pa je boljš, pa ni čisto In tako. tudi zdaj v novi šoli je tudi veganski meni. Zdaj pa je, ja, v tej šoli pa tale Lieferant, ne, dobavitelj, na začetku leta je rekel, ker smo ga vprašali, in to je čisto njegova dobra volja, da je vključil tudi veganski meni. Aha, Tako da evo, vse premika. si pa edini vegan na šoli ali je še kdo, ki se Mislim, da skriva? sem en od edinih, Edini. nisem edini, ker ko je moj oče govoril z onim Lieferantom, je ta Lieferant rekel, Aha. da nisem edini, vegetarijancev je več, vegancev je polno manj. Ja, ta diskriminacija je velik problem, pač to se trudimo, zaradi tega imamo tudi te projekte na to temo, upam, da nam kdaj čim prej rata, a ne, ampak ja, je kar težava. Upam, da bojo čim prej kakšni napredki pa večji koraki naprej. Kaj pa mogoče, a opazite kakšno razliko Avstrija, Slovenija, ali pa če greste kaj družino obiskat v Bosno ali pa? Razlika v kakšnem pomenu misliš razliko? Recimo do tega veganstva, pač do tega, kakšen odnos je, ali je tam isto? Sigurno so veliko bolj odprti, še posebej, ker Bor je in športom se ukvarja in normalno se razvija in mislim, in super je v šoli, Rubikovo kocko rad mislim, normalen otrok, tako da z leti so potli, ko vidijo, da je vse okej, ti niti nimajo kaj očitati, ne. Na začetku ti bolj, sploh recimo sorodniki iz skrbi za otroka govorijo, pa ne bi mu raje dodajali kaj, ne da kaj slabega mislijo, s slabim namenom, bolj skrbijo, ampak zdaj pa res to, in tudi ko pridemo, vedno nam pripravljajo jedi, tako da je velik premik. Ja, super. Nič, pa pojdimo na naslednje vprašanje, in sicer sem vas nekako izzvala, da v bistvu naštejete 3 ideje z vaših kanalov, ki se vam zdijo fina izbira za piknik. Tako da v bistvu lahko tudi jaz prilepim tele povezave v chat, lahko pa vmes pa vi poveste, katero bi predlagali, in če je še kakšen nasvet, no, na povezavi s tem, kdo bo začel, a boste kar vidva, Jelena? Evo, Bor je moral iti na stranišče, tako da sem jaz sama ostala, ampak se bo vrnil. Jaz sem zbrala takole topinambur, solato, na primer topinambur je ena rastlina, ki kot plevel raste, zelo se jo težko znebiti, oziroma tam, kjer raste, ampak je toliko zdravilna, toliko uporabna, mi jo uporabljamo in v juhah, in ko pečemo krompirjev, zraven dodamo. Ena, kar mi je pa še dobra jed, je pa solata. Torej sveža, ima zelo tak, mene malo spominjajo na sveže lešnike. Tak okus mi ima ta topinambur svež, tako da
obvezno, jaz pripravljam to topinambur solato, ker jo je tudi veliko imamo, je pri roki in zelo zdrava. Drugo je, kot sem že prej rekla, falafli, ki so nam zelo praktični, in pa testenine s čemaževim pestom. Neki narava nam toliko da, in ko je sezona, pa da greš, pa naberaš čemaž in sprehod imaš in v naravi si in tisti čemažev pesto je meni vrhunski. Prav, lahko ga tudi z nečem ješ, lahko pa evo tudi takole s testeninami. Super, jaz sem vmes kar prelepila v bistvu povezave do vseh 3 receptov, od vseh 4 kanalov, ki ste jih predlagali. Tako da naslednja Nina, evo, na hitro povej kaj o svojih receptih, ki si jih predlagala. Ja, jaz sem dala par receptov s spletne strani, in sicer recimo čebulne žemljice, da se jih lahko naredi doma, jogurtova omaka za vreb, burger ali solato, ki jaz tudi največkrat uporabljam za falafle, ki jih obožujem. Za sladičko pa sadno piškotna sladička z vaniljevo kremo, to je pa za v kozarčke. Tako da nekaj še za posladkati. Super, vmes padajo tudi pohvale glede receptov, pa srčki, pa vse. Evo, potem pa še Tjaša, lahko še ti svoje poveš? Jaz sem dala en recept za pečene jajčice, ki smo ga v bistvu lani objavili tudi z Evo, tako da v bistvu smo obe napisali ta recept. Tako da v bistvu ja, so pečeni, imajo drobtine pa domač sirček, tako da pride zelo fino. Potem sem dala recept za ene mini tortilje, ki so v bistvu narejene z naribanim tofujem in so tudi začinjene, tako da to je tudi ena taka hitra ideja, pa mogoče malo drugačna, da ni pa samo tisto klasično nek burger pa ne vem, lazanja, karkoli. Potem sem dala pa še za nachose, se pravi koruzne tortilje pa mleto meso, tukaj sem pa tudi od Amazon uporabila, tako da mogoče kot ideja. Super, lušten. Eva, kaj pa ti praviš, kateri recepti so ta pravi? Jaz sem na blogu ful enih receptov za priloge oziroma za solate predvsem. Tule sem izbrala riževo solato, ki je zraven še v bistvu recept za polivko, in pač ta polivka se lahko uporabi tudi v drugih solatah z drugimi žitaricami. Potem sem dala čebulne obročke, jih imam tudi ful rada, pa se mi zdi, da jih velikokrat pozabimo na njih, da jih lahko sploh delamo, skozi se pohajo neke bučke pa melancani, čebula se lahko tudi poha. Pol sem pa dala še v bistvu bučkine polpete, ker smo se že o bučkah pogovarjali, pa da jih malo še na drugačen način pripravimo. Odlično, jaz imam te recepte kar zabeležila, fajn so. Okej, pa pojdimo pa še mogoče na sladko. Katero sladico, slaščico ste nazadnje prinesli na dogodek, pa da je požela največ navdušenja? Eva, lahko ti začneš. Ja, jaz mislim, da brez sladice piknika ni, to je ena od tistih glavnih komponent mora biti. Drugače pa najrajši naredim prekmursko gibanico, ne vem zakaj, tako nekako jo zmeraj naredim za kak piknik. Narežem na take male kocke, da ni zdaj to neka ful obilna sladica, ampak da je glih tako nekaj za pikant po pikniku. Naredim pa tako v bistvu skuto, noter namesto skute nadrobim tofu, pa dam malo limone, vaniljevega sladkorja, pa še par žlic mogoče ali jogurta ali pa kake veganske smetane, da pride tako malo bolj tekoče kot ta prava skuta. Lahko tudi link prilepim, imam recept na blogu, pride ful dobro, pa res je simpel za narediti, ni komplicirano. Komot, jaz sem za prekmursko gibanico na hitro že pripela, drugače pa, če ima katera še kakšen link od sladice, ki jo priporoča, kar noter v chat. Tjaša, katero imaš pa ti v mislih, kaj je navdušilo najbolj zadnje čase? Mikrofon. Aha. Ne slišimo te. Sorry. Okej, najbolj pogosto v bistvu naredim kakšne brownie, ali pa bananin kruh. To mi je tako najlažje za narediti, in to vedno sem dober. Če ne pa kakšni mafini ali pa tudi tiramisu, je tako dobra ideja za piknika, se mi zdi. Iz česa pa tiramisu narediš?
Tiramisu, zdaj tako piškote ponavadi naredim pač iz moke in sladkorja, tako čez basic recept, pač ga pomočim v kavo, lahko je tudi brezkofeinska. Potem pa naredim to mascarpone kremo, pa ponavadi iz te trde kokosove kreme. Pa zraven dodam še malo sladkorja v prahu, ali pa da se tudi kupiti veganski mascarpone. V vegansko ga imajo, pa ponavadi to zmešam s kokosovo kremo. Luštno, hvala. Jelena Bor? Pri nas ni glih pri pikniku, ker ne gremo glih toliko na piknike, če gremo. Pa to kdaj tudi vzamemo mafine, a mafine največ jemo pri rojstnih dnevih. Kot pri mojem rojstnem dnevu zadnjem, ko v šoli praznujem rojstni dan, jaz tudi mafine prinesem, in tudi doma so neki mafini in še tako ekstra. Moram Kateri so reči, tvoji da najljubši? Sorry. Najljubši so mi za čokolado in borovnica, mi mami res dobro dela. kar sem hotela reči, da je vedno meni največji izziv, ko moram za cel razred speči. Ampak evo, vsa ta leta zelo so pohvaljeni vsi otroci, ker otroci so najbolj kritični. Ne bo po pravici povedal, ali ti je dobro ali ni. Tako da vedno, ko pripravljam, samo no joj, kako bo, ampak vsako leto gre super čez, vsi vse pojejo, tako da mafini so nam nekje, da rečem, taka super sladica, so pa tudi praktični za nest, ne, tudi za na piknik, ker so tako lepo spakirani, lahko vzameš. Ampak pravim, da so praktični. Pa ja, No, niso ko v šolo, ko neseš, ne? na piknikih nikoli nismo nesli. Mislim, da bo piknik v kratkem, a ne, Bor? Eni mafini. Ti organiziral. Lahko. Nina, kaj pa ti praviš? Ja, jaz sem za zadnji dogodek sem naredila te moje čokoladne tarte z malino, pa kakšne ježke, čokoladne ali pa kokosove. Se pa strinjam, ja, za piknike so pa najbolj praktični mafini, browni, tudi kot je Tjaša rekla, kakšen bananin kruh, nekaj takega, da ni preveč packarije in da se lažje nese. Ja, jaz vedno mafine, pa se odločim, da bojo cupcakei, pa pol v bistvu se vse nekako potrese, pa je pol ful dobro na koncu. Ne, se Grmada. Ja. Pol je grmada, ja. Ja, nič, to smo se nekako sprehodili čez naša ta glavna vprašanja, zdaj pa še par takih za konec, in sicer nas verjetno vse zanima, kakšne novosti so kaj na vaših kanalih planirane tekom leta, s čim se kaj ukvarjate, lahko tudi izven kanala, ali pa če boste na kakšnem dogodku, če bo kakšna kuharska delavnica. Nina, lahko v bistvu ti začneš, ker vem, da knjigo pripravljaš. Ja, hvala. Zdaj bo izšla knjiga, ja, receptov bo tam od 80 do 90 nekje in bojo pač za vse stvari, kar sem jih vmes tudi danes naštela, kakšni te taciki, omakce, prelivi, juhe, enolončnice, pač celoten meni. Delavnice za čez poletje se še nisem odločila, verjetno ne bo zdaj čez dopuste nič, ali pa kakšna 1-2 še pripravimo. Potem jeseni bomo pa malo bolj štartali tudi v Ljubljani, Kamniku in Kranju. Spletna trgovina verjetno tudi pride, ampak bomo pa še videli, kdaj bo. Sem malo začela razmišljati o kakšnih darilnih paketkih in kako kakšne veganske jedi še bolj približati ljudem, ali pa da jih podarijo za darilo. Tako da zaenkrat je to, pa upajmo, da vse rata. Super. Jelena, Bor, kaj pa vidva? Kuharske delavnice verjetno, a ne? Kakšne tudi? Ja, pri nas so kuharske delavnice, ker smo tudi izdali knjigo Balkan vegan, zelo veliko gostujemo s to knjigo, vabijo nas in na predavanja, tako da nam se kar nekako, imamo tudi seveda sejme pokrite za letos, pa kuharski šovi v Avstriji, to, ko imamo prek veganskega društva, tukaj imamo vedno pol ure, imamo za nastop in pripraviti eno jed, tukaj vsi trije nastopamo,
Tako da Bor je glavni komentator in animator in povezovalec, jaz sem tista, ki kuham. Igor je pa tudi zraven seveda z Borom vse to vodita. Kar bomo edino še dodali, je svetovanje, ker zelo veliko imamo povpraševanja glede uravnotežene prehrane pri otrocih. Tako da po vsej verjetnosti bomo dodali evo še ta svetovanja. Ok, zanimivo. Ok, potem pa mogoče Eva, lahko ti nadaljuješ? Ja, jaz tako tudi imam kar nekaj stvari. Zdaj, čez poletje nimamo lih delavnic, ampak jeseni bomo spet štartali nazaj. Moja glavna je trenutno japonska kuhinja po vegansko, pa s Tjašo imava skupaj v bistvu meal prep, ker tudi planirava v bistvu drugo fazo, ker eno fazo sva že imela, zdaj bi imela pa nadaljevalno delavnico. Pa jaz planiram še eno tako Halloween tematiko, ampak ne morem zdaj čisto točno povedati še podrobnosti, ker je še v planu. To, drugače pa tudi nekako delam na knjigi, zdaj že kako leto, v bistvu je že ful proti koncu, sam še te finese in testiranja receptov ja, nastaja. No, je pa tako, moja knjiga bo pa v bistvu tudi taka tematika partijev in druženj in piknikov, kaj narediš, ko imaš recimo rojstni dan ali pa ko dobiš obiske, ko je kak praznik, tako da bo tudi dosti teh stvari, o katerih smo se danes pogovarjali, vključenih. Ampak še nimam čisto točnega datuma izida, jaz mislim, da enkrat jeseni. Ful dobro. Glih prav za ta darila, pa jaz imam takrat rojstni dan, ljudje, ki gledajo, kaj me pozna. Ne, se ne. Tjaša, kaj pa ti imaš v planu? Ja, tako kot je Eva rekla, ne, se pravi, v bistvu mi imamo tudi skupaj delavnice, meal prepanja, v bistvu tukaj naredimo res različne jedi, od sladkih, slanih, za večerjo, kosilo, zajtrke, tako da potem dobijo ljudje res veliko idej. Se pravi, nadaljevali bomo jeseni, ker zdaj je itak poletje in je pač težko se uskladiti. Bo pa mogoče kakšen piknik v Tivoliju, evo, to sem tudi lani naredila, pa je bilo nekaj udeležencev, tako da to se mi zdi tudi ena ful fajn ideja, pa pač da vsak pride pa nekaj prinese, tako kot recimo, ko ima vegansko društvo, ne, ko včasih organizirate. To potem, zdaj jaz imam občasno, ne vem, tudi kakšne, mislim ne jaz, kolegica ima recimo jogo vdihe, pa jaz pač pri njej pomagam potem kuhati. To potem imam tudi prehransko svetovanje online, ampak to zdaj ni tako redno, pač občasno, ko imam čas, ker v bistvu zdaj sem tudi zaposlena v Graški, delam sicer v kuhinji, tako da, ja, evo, če ne veste, kam iti kaj dobrega pojesti, vabljeni. Imamo zelo pestro vegansko ponudbo, pa recimo burger iz ocvrtih ostrigarjev, tako da evo ideja za gobi burger. Tako da ja, pač drugače pa itak načeloma delim recepte na Instagramu, pač vsak teden imam ali pa 2 recepta, tako da mislim, da delim dosti idej. Sicer imam tudi željo enkrat v prihodnosti napisati eno knjigo, kuharsko, sicer tudi malo bolj nutricionistično, da bi pač zraven dala tudi nasvete, pa pač ideje za uravnotežene veganske obroke. Tako da ja, pač idej, želje velike, ja, treba jih uresničiti. Pa da se bo počasi. Ja, fino. A se pol vidimo v nedeljo v Mariboru ali si v drugi ekipi v Graški? Ne, v nedeljo me pa ne bo. Imam pa že zasebni vikend, ja. Bom pa tudi tam, ja. Ja, ker če kdo ni spremljal, no, ko imam bliže priložnost v nedeljo, ste vsi lepo vabljeni v Maribor, ker je Vegan Market po dolgem času tam organiziramo v društvu in bo veliko tudi veganskih podjetij z izdelki, veliko bo društev, pa tudi hrane dobre, pa tudi program imamo, no, z delavnicami pa predavanji, velikih je na temo okoljevarstva pa vpliva prehrane na okolje, tako da čisto na kratko, več si lahko pa pogledate na spletni strani od društva ali pa na kjerkoli od socialnih kanalov. Zdaj pa še zadnje vprašanje, in sicer kaj bi nekako vsak od vas rekel tistim svežim veganom, pa vsem osebam, ki mogoče danes poslušajo, pa se z veganstvom še spoznavajo, kaj je kakšna zaključna misel ali pa tak čim bolj dober nasvet? Katera bi začela, kateri? Bor, boš ti?
Lahko. In pa to je moja bila ideja, če ste neki novi vegani in lahko vzamete en izziv. Probate en teden bez nikakršnega mesa, bez nikakvih jajc, vegansko, in če ne gre en teden, potem mogoče 5 dni, ali če tudi 5 dni ne gre, lahko tudi 3 dni, in če 3 dni ne gre, ne vem, zakaj to ne bi šlo, ali tudi en dan, in če tudi en dan ne gre, potem vsaj en obrok. In ne pozabite na živali, okolje in predvsem vaše zdravje. Na koncu bi vam tudi pokazal knjigo, katero je moja mama napisala, tukaj. Na vsaki sliki je nekaj, da se najde. Tudi tukaj. Vidite nekaj? Ja, vidi se, ja. To so take male Ja. figurice, kar vsece. So take male figurice, seveda to je Borovo delo, medtem ko smo mi to fotografirali, so na vsaki sliki, medtem ko kuhate, da se pozabavate in poiščete. Evo, takole pokažem figurice. Pa še da rečem, knjiga je zdaj prevedena v slovenščino, ker prej je bila v 3 jezikih, ampak letos je evo prišla še v slovenščino in je v vseh boljš založenih trgovinah oziroma založbah jo je možno kupiti. To je boljše hotel povedati. Ja, tudi nam sta jo zrihtala, tako da tudi preko društva jo lahko kupite ali pa na Vega Marketu bo na voljo, tako da kjerkoli je društvena stojnica. Pa vi ste pa tudi vedno prisotni na Vegan Maniji, a ne, pa na teh festivalih, tako da tudi se da direktno pol vas spoznati v živo, celo družinico, pa še kupiti knjigo za podporo. Ok, kdo je pa naslednji navdihnen za ta zaključno misel? Katera Lahko jaz. od vas treh? Ok. Ja, v bistvu jaz mislim, da tako kot je Bor rekel, začni pri enem obroku, probaj čim dlje zdržati. Treba je spoznati malo prehrano in paziti, da so obroki res hranilni, da zaužijemo dosti vseh hranilnih snovi, ki jih rabimo. To je bila pri meni na začetku mogoče tudi napaka, ker se nisem znala s tem spoznati in ni bilo sploh toliko informacij in smo vsi samo prešaltali na testenine in neke pač omake, vlaknine so manjkale, stročnice so manjkale. Tako da to, malo pametno načrtovati obroke, pa počasi in steady. Tako da vse se da. Hvala ti. Tjaša, Eva, katera se javi za naslednjo? Kar jaz. Bo Eva zadnja. No, jaz bi pač v bistvu rekla, sem pač, da ne čakati, ampak da pač sam začneš. Ker to se mi zdi, da veliko ljudi večinoma, ja, sej bi, ampak pol je sir ali pa nekaj, ne. Ampak v glavnem pač sam začneš, sej tudi pač, če je sir, je še zmer sir, ne. Pač, ne vem, enkrat, dvakrat na teden, tako kakor so prej že omenili, ampak ja, pač probaš. In itak načeloma je še vedno hrano, ki jo imaš ti rad. Sam, da pač ta živila živalskega izvora, ne vem, ali jih izpustiš, ali pa pač zamenjaš, ne vem, s kakšnim rastlinskim nadomestkom. Pa ja, rekla bi tudi pol mogoče, ko se pripravlja hrano, kot je recimo tofu ali pa tempeh, ke, ne vem, večini ljudi to tudi ni všeč, bi rekla pač, da ne šparati z začimbami. Ker pač začimbe dajo res veliko okusa in večini ljudi pač so pol tudi te tako, ne vem, tofu, čisto navaden, če ga ne začineš, je itak ne. Ampak pač ja, treba začiniti, pa je dobro. Tako da ja. To soboto, ko smo imeli kuharsko delavnico in jaz rada dobro začinjam in stresam one svoje začimbe, tako kot sem vajena, in ljudje kar pogled groze pač. Pa je bilo samo, niso vajeni takih velikih količin delati, ne, in potem včasih so zelo kritični do velike žlice začimbe, ampak ja, kakor si rekla, to je osnova pač dobre in okusne kuhinje, ne pa da je vse tako malo pusto. Eva, kaj pa ti praviš za konec? Ja, jaz bi tudi tako rekla, sam pejt, sam začni, pa ne obupati. In tudi, če vmes kdaj kakšen obrok pa ti spodleti, pač nič za to, ne reči, zdaj pa to ni zame, ampak greš naprej z dvignjeno glavo pa z eno izkušnjo več, pa se še naprej trudiš.
zmeri lažje bo, sam še navzgor lahko gre, pa če se kdaj kdo počuti izgubljenega, sam Google it. Na Googlu je ogromno enih informacij, pa receptov, pa idej. Tudi tule nas je veliko ustvarjalcev, pa vegansko društvo ima tudi ogromno receptov. Vse se da poveganiti, sam greš. Všeč mi je ta motivacija, tako da upam, da se je koga prijel, ki se mogoče še opogumlja. Pa vsekakor mislim, da danes ste ogromno enih idej, pa tudi kako se nasplošno znajti v kuhinji, pa ni važno, je na pikniku ali je doma ali je, ne vem, na nekem potovanju. Kakor smo že omenili, bi jaz mogoče sam povedala, da kdorkoli je še na začetku ali pa če še ni šel, zato zelo vabljen prijavi na veganski izziv, kjer je pa v bistvu več kot 100 receptov, zaradi tega, ker dobite za 30 dni nasvetov, za 30 dni receptov za zajtrke, kosila pa večerje, pa še ogromno v bistvu enega znanja, ki smo si ga mi, ki smo ustvarjali izziv, želeli, da bi ga imeli takrat, ko smo začenjali z veganstvom, pa razmišljali sploh o teh tematikah. Ogromno je tudi člankov o etiki, pravicah živali, zaščiti okolja, zdravi prehrani, športu, pa na rastlinski prehrani. In pa seveda pač raznih zdravstvenih temah. Pa veliko teh dokumentarcev, ki smo jih omenjali, je zraven priporočenih in pa seveda kot dodatne ideje so pa tudi predstavljene današnje moje sogovornice in potem kliknete in greste še naprej raziskovati, kako že rečemo, pisani svet rastlinsko bazirane hrane. Tako da, kdorkoli še ni sprobal izziva, kar lepo vabljen, pa vabljeni tudi k ogledu naše nove strani vegan.si, kjer so zdaj tudi razni projekti pa dogodki boljš vidni. Zdajle maja smo si kar v bistvu nagrmadili ogromno enih dogodkov. Ta teden recimo nas lahko najdete v četrtek na stojnici Veselega dneva prostovoljstva v Ljubljani na Prešernovem trgu, potem v soboto smo na stojnici dneva četrtne skupnosti Polje v Zajčji Dobravi, v nedeljo pa že ta omenjeni Vega Market, pa temu še ni konc, no. 2. junija smo tudi v Novi Gorici na festivalu za ljubitelje živali in pa hkrati v Ljubljani na NART, se pravi, imamo v bistvu shod za pravice živali, National Animal Rights Day, kjer ste ful vabljenih prijavi pa sodelovanju, samo plakat držite in to je to. Samo tam ste. Ta tretja stvar, kjer smo pa na isti vikend, je pa še Vegan Manija na Dunaju, to pa če se vam bo kaj zahotel popotovanja. Za ostalo vam pa kar prepustim, mogoče edin še Vegafest, pomemben omembe, no, 31. avgusta, upam, da se vsi vidimo tam. Tako da to bi bilo pa to, najlepša hvala za pozornost, hvala Bor, Jelena, Tjaša, Nina, Eva, vsem, ki ste danes sodelovali s temi fajn odgovori, pa upam, da smo vzpodbudili Slovenijo za korak naprej, v take veliki plani. Hvala vam še enkrat, pa ne vem, se bomo kar počasi poslovili, razen če ima Kira še kakšen, če ima kdo še kakšno misel. Jaz bi samo rekla, no, hvala tebi, Maja, ki si me povabila. Res je bilo fajn, tako sproščeno. Tako da, še kdaj. Se tudi pridružujem, hvala lepa za povabilo, pa še kdaj z veseljem. Ja, tako, hvala za povabilo in hvala tudi vsem, ki ste prišli in ste se udeležili. Upam, da ste kaj finega slišali, pa da se odločite za korak naprej. Hvala še z najine strani, hvala za povabilo, super nama je bilo. Vsem pa veliko uspeha, še posebej pri pisanju knjige, ker je kar zahteven projekt, ampak karkoli delate, veliko sreče in uspeha, pa upam, da se še v živo spoznamo in kaj ustvarimo. Pa še prevedite v še 4 jezike, a ne, tako mi. To je tudi nasvet. Hvala vsem pa v bistvu, ja, super. Bomo dali še kakšne ideje na kup, pa še čez kakšnih par mesecev lahko še kakšen podoben webinar naredimo. Vi kar pocukite za rokav, če se kjeri posveti, kakšna fajn ideja. Upam, da vas vse tudi kmalu kaj v živo vidim, pa lepo se majte. Hvala, pa lep večer. Čau, čau. Čau. Adijo. Adijo. Lahko noč. Čau, hvala.